govorimo o nekih mladih, ki so strokovnjaki, ki so više izobraženi, in to so kadri, ki pač ne glede na to, da vstopajo na trg dela, še vedno pričakujejo malenkost več. V bistvu nikoli nisem rabila prav iskati zaposlitve na tak način, sem si jo nekako sama ustvarila. Recimo socialna varnost v tujini je bila zame bolj tako primerna, oziroma bolj sem se počutil socialno varnega. No. Jaz bi tu izpostavil en zelo dober mehanizem, je predvsem ta, kjer država pomaga pri kritju prispevkov, kadar se mlada oseba prvič zaposli. To se mi zdi en tak zelo dober ukrep. Je pa to v bistvu bolj kot ne skoraj edina stvar. Meni se zdi, da ne smemo pričakovati od prve zaposlitve, da bo to naša sanjska zaposlitev glede vsega, glede financ, glede delovnika, glede mogoče tudi okolja, v katerem delamo, in zelo redko je vse 10 od 10. Tako da se mi zdi, da je pričakovano, da prva služba mogoče ne bo najbolj sanjska, ampak nekje moraš začeti in izkušnje moraš nabrati. In tu bi verjetno neki mehanizmi, kar se tiče same obdavčitve plač, kar se tiče samih nekih spodbud, bi bili zelo dober korak v to, da se take kadre zadržijo. Vse posod vidiš neko omejitev, ko mlad človek želi nekaj narediti. Ni podpore strani države, da bi v bistvu mladega človeka, ki ima inspiracijo, motivacijo, znanje, v bistvu podprla v njegovem delu. Ne tekmujemo z sosednjimi državami, dejansko tekmujemo z globalnim trgom in tudi mladi smo vedno bolj mobilni. Ni nam problem, da gremo v tujino nabirati izkušnje in je potem na trenutke rahlo težko konkurirati nekim drugim državam, ki pa imajo neke take mehanizme.